Lep pozdrav, danes sem z vami Matej Plevnik, sicer predavatelj na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju, kjer sodelujem pri izvajanju študijskih programov aplikativne kineziologije, fizioterapije in pa športne vzgoje, in sicer kot nosilec več predmetov, med drugim tudi predmetov didaktika, pedagogika, andragogika ter pa didaktika športne vzgoje. To so ravno predmeti, katerih del vsebine vam želim predstaviti kot pomoč pri vašem vodenju in izvajanju programov športno-rekreativnih vadb, ki ste jih prijavili na poziv Olimpijskega komiteja Slovenije v sklopu projekta Zmigaj se do vadbe. Danes sem z vami kot predstavnik strokovne skupine, ki deluje v okviru omenjenega projekta, in sicer želim, da so vam vsebine v pomoč pri vašemu delu in pri vašemu sodelovanju. Omenjeni projekt ima en glavni namen. To je spodbuditi telesno dejavnost med telesno nedejavnimi odraslimi prebivalci Slovenije. Želim, da vas ta misel spremlja ves čas izvajanja vaših programov, v vsaki komunikaciji z vadečimi in pri vsaki načrtovanju, analizi, organiziranju, vrednotenju vadb ter pri doseganju končnih ciljev in rezultatov. Poleg glavnega namena so cilji projekta, kot omenjeno, povečati delež telesno nedejavnih odraslih prebivalcev Slovenije na način, da se vzpostavi pogoje za njihovo vključitev v strokovno vodene celoletne programe športno-rekreativne vadbe, ki jih boste izvajali vi kot prijavljeni izvajalci na omenjeni poziv v vseh slovenskih regijah. Ciljna skupina, kot rečeno, so telesno nedejavni odrasli prebivalci Slovenije. Glavni cilj, kot že večkrat omenjeno do zdaj, je vključitev telesno nedejavnih odraslih prebivalcev ter vzpostavitev pogojev, da bodo te omenjeni telesno nedejavni odrasli prebivalci v sklopu vadbe kar najbolj redni in da bodo vzpostavili svojo redno gibalno aktivnost tudi po zaključku projekta oziroma po zaključku vključitve v organizirane gibalne dejavnosti, ki bodo financirane iz strani projekta. Ključne aktivnosti projekta jih je več. Mi trenutno izvajamo pripravo na izvedbo celoletnih strokovno-rekreativnih programov, ki so prilagojeni ciljni skupini, z oblikovanjem standarda kakovosti, ki pa vam je bil že predstavljen v priloženem dokumentu na razpis, pa želimo zagotoviti, da boste kar najbolj uspešni pri vključevanju, predvsem pa pri ohranjanju zainteresiranih vadečih v celoten program, ter da boste dosegali dobre rezultate vključenosti in, kar je na koncu najbolj pomembno, da bodo te vadeči, ki so vključeni, motivirani, tako prvič za sodelovanje v vaših vadbah, kot drugič, da bodo vključeni, motivirani tudi za neko dodatno samostojno vadbo, in tretjič, kar je še najbolj pomembno, da bodo vključeni, zainteresirani za spremembo svojega življenjskega sloga in da bodo spoznali, da je redna gibalna aktivnost pomemben dejavnik kvalitetnega in aktivnega življenjskega sloga, ki pripomore k njihovemu dobremu počutju ter na koncu tudi zdravju. Naš zelo znan športnik, Nejc Zaplotnik, je povedal misel: kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegal, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Naj vas ta misel spremlja tudi pri vodenju in izvajanju vaših prijavljenih programov. Dajte se zavedati, da
vadeči, ki bodo vključeni v vaše programe, nujno potrebujejo cilj. Ta cilj je, kot večkrat omenjeno, pogostost vključenosti, rednost obiskovanja vaših vadb. Zavedajte pa se tudi, da so cilji lahko tudi drugačni, zaradi katerih se ljudje vključujejo. Mogoče je to družabnost, mogoče je to sprememba življenjskega sloga, mogoče je to izboljšanje svoje telesne zmogljivosti, mogoče je to sprememba svojega morfološkega statusa in več tudi drugih različnih ciljev, ki jih bomo pogledali tudi še kasneje. Kar pa je tudi pomembno, je to, da vi vadeče peljete na neko pot sprememb. To pomeni pot aktivnega življenjskega sloga, pot redne vključenosti ali pot rednega izvajanja telesne dejavnosti, tudi samostojno v svojem prostem času. Namen projekta, kot omenjeno, je dvig aktivnosti, dvig vključenosti v redno organizirano gibalno dejavnost. Zakaj to počnemo? Zakaj to želimo? Dejstvo je, da redno izvajanje gibanja, redna vključenost v gibalno dejavnost vodi k večji telesni zmogljivosti. Večja telesna zmogljivost omogoča nam vsem večje izvajanje pestrosti različnih gibalnih aktivnosti ali pa izvedbo teh gibalnih aktivnosti z manjšo stopnjo utrujenosti, kar končno pripomore k večji kvaliteti življenjskega sloga. Zdaj, na večjo kvaliteto življenjskega sloga vplivajo različni dejavniki, predvsem skozi zagotavljanje vseživljenjskega gibalnega razvoja, dejavnik biologije, to so predvsem geni, ki jih prinesemo na svet in na katere imamo žal manjši vpliv. Na velik vpliv pa imamo preko svoje lastne aktivnosti, kar je izredno pomembno, in preko svoje lastne aktivnosti imajo vpliv tudi vsi vadeči, ki so se prijavili na projekt, na vključenost v projekt in ki bodo preko razpisanih programov vključeni tudi v vaše vadbe. In pa izredno velik pomen ima tudi okolje, predvsem okoljske spodbude. Na zadnje dva dejavnika, torej na aktivnost vadečih in pa na okolje, boste imeli vpliv tudi vi, in predvsem sta to dva dejavnika, ki sta izredno pomembna, vkolikor želite, kar je seveda tudi skladno z namenom projekta, spodbuditi ljudi, posameznike, prej gibalno nedejavne posameznike, da bodo redno vključeni v gibalno športno vadbo in da se bodo te vadbe tudi udeleževali. Torej, kot kaže graf pred nami, mi želimo posameznike, ki so v svojem upadu gibalnih sposobnosti, v svojem upadu celokupne gibalne aktivnosti in so že dosegli nek primanjkljaj v primerjavi z posamezniki, z populacijo sovrstnikov, enako starih posameznikov, spodbuditi, da bodo ponovno ali mogoče celo prvič postali redno gibalno aktivni in si na ta način tudi zagotovili možnosti in spodbudili dejavnike za aktiven in kvaliteten življenjski slog. Kaj jih bo spodbudilo? Boste v največji meri spodbujali tudi vi. Torej, posamezniki, ki se bodo vključili v program, bodo imeli nek interes za spremembo življenjskega sloga, za povečevanje aktivnosti, mogoče za družabnost. Kako in s katerimi vsebinami bodo to dosegli? Te vsebine jim boste predstavljali in zagotavljali vi. Se pravi, želimo spremeniti neko krivuljo padca splošne gibalne dejavnosti in jih spodbuditi k boljšemu življenjskemu slogu.
Boljši življenjski slog v pogledu telesne vadbe lahko spodbujamo z kakovostno športno vadbo, torej z dejavniki kakovosti vadbe. V kontekstu kineziologije in športa lahko kakovost vadbe opredelimo na različne načine. Predvsem pa jo opredeljujemo z stopnjo učinkovitosti vadbe, z stopnjo prilagojenosti in s stopnjo trajnostnega vpliva vadbenega procesa na posameznika in skupino. Cilji, ki lahko izhajajo iz kakovosti vadbe in ki jih ima posameznik tudi kot glavno motivacijo za vključitev v proces kakovostne gibalno-športne rekreacijske vadbe, so lahko različni. Najpogostejši cilji so razdeljeni v naslednjih 5 podskupin. Eden glavnih ciljev je sprememba morfološkega telesnega statusa. To pomeni izgubitev telesne mase, predvsem maščobne mase, dvig mišične mase, dvig kostne gostote in druge spremembe morfološkega statusa. Tudi ena glavnih podskupin ciljev je izboljšanje splošne telesne zmogljivosti, ki jo na našem področju gledamo skozi razvoj in ohranjanje gibalnih sposobnosti, moči, koordinacije, ravnotežja, gibljivosti, vzdržljivosti, natančnosti in gibljivosti. Usvajanje novega znanja, tudi gibalnega, na različnih taksonomskih stopnjah je ponovno ena od večjih skupin ciljev. Kaj to pomeni usvajanje novega znanja? Ljudje se želimo naučiti plesati, jahati, izvajati pravilne telovadne vaje, želimo pravilno izvesti neke gimnastične prvine, se želimo naučiti plavanja in želimo zraven pridobiti tudi informacije, ki bodo spremljene neko našo novo gibalno znanje na različnih taksonomskih teoretičnih stopnjah. Pomeni, želimo spoznati nekatere stvari, jih želimo razumeti, zakaj je najlažje narediti počep na nek določen način in seveda, kar je izredno pomembno za redno gibalno aktivnost, želimo vse te gibalne in teoretične informacije združiti v uporabno znanje, ki nas bo vodilo k redni gibalni aktivnosti. 4. velika podskupina ciljev se nanaša na spremembo našega odnosa do telesne aktivnosti in do našega odnosa za rednost vadbe. Pomeni, želimo spodbuditi dejavnike in sprožilce, s katerimi želimo zagotoviti rednost vadbe. Le dejavnik rednosti vadbe nam bo omogočil, da konstantno vplivamo na naš odnos do redne gibalne aktivnosti in si tako pridobimo tudi vse ugodnosti, ki redno gibalno vadbo spremljajo na telesni ali gibalni ravni. In končen cilj je lahko tudi sprememba življenjskega sloga iz gibalno-pasivnega življenjskega sloga v aktivni življenjski slog, to pomeni sprememba navad in končno glavni cilj vseh programov rednosti vadbe, vseh programov športno-rekreativnih vadb in končno tudi promocije zdravja. V procesu kakovostne športne vadbe je vedno prisotna tudi skrb za varnost, kot pomembna motivacijska podlaga pa tudi skrb za dobro počutje ne zgolj udeležencev vadbe, ampak tudi skrb za dobro počutje izvajalcev vadbe, ki jo izvajalci dosežete na način, da se tudi vaši vadeči skupaj z vami na vadbah dobro počutijo. Kot omenjeno, eden glavnih ciljev projekta je določen v rednosti vadbe. Rednost vadbe pa predstavlja dejavnik spremembe življenjskih navad.
Eden bolj uveljavljenih modelov sprememb življenjskih navad omenja, da morajo biti za izvedbo novega vedenja izpolnjeno ravnovesje med tremi elementi. To pomeni med elementom motivacije, kar pomeni, da boste morali svoje udeležence vadb motivirati ne za vključitev v vadbo, ker vključili v vadbo se bodo že preko prijave na projekt in preko presejalnih testov prišli do seznama vadb, ki jih boste ponujali vi, ampak preko ohranjanja rednosti in pogostosti udeležbe na vaših vadbenih enotah. Drugi dejavnik je zmožnost. To pomeni, prepoznati boste morali v vadečih sposobnosti in jih motivirati, da si bodo vzeli čas za vključevanje v vaše aktivnosti. In tretji dejavnik je sprožilec. To pomeni, da boste morali z različnimi pristopi rednosti vadbe vaše vadeče opozarjati, da jih vabite na vadbo, spodbujati njihovo motivacijo za vključenost in posledično tudi na ta način spodbuditi rednost udeležbe in zainteresiranost za dejansko izvajanje projekta, tudi v času, ko bo mogoče motivacija, ta začetna motivacija, upadla, cilji projekta in konec projekta pa bo še precej oddaljen. Naj navedem nekaj razlogov za upad rednega obiskovanja vadb, ki jih omenjajo različne raziskave. Večina raziskav omeni, da posameznik namero za vadbo ohranja, če je vadba koristna in skladna z osebnimi cilji. Torej, vi kot ponudniki in izvajalci vadbe morate skomunicirati koristnost in usklajenost vadbe z osebnimi cilji vaših udeležencev. Posameznik namero za vadbo ohranja tudi, če to vadbo in njegovo odločitev podpira okolje, kar pomeni, ustvariti boste morali vadbeno spodbudno okolje na različne načine, ki jih bomo malenkost kasneje tudi pregledali. In posameznik namero za vadbo ohranja, če to vadbo lahko izvaja, torej pomeni, če vadba ni pretežka in je prilagojena posameznikovim sposobnostim, in kar je tudi izredno pomembno, da se pri vsaki vadbi dobro počuti. Da se pri vadbi dobro počuti v dnevih in v vadbenih enotah, ko zmore manj, in da se pri vadbi dobro počuti, tudi ko mogoče vsebina in metode ter oblike vadbe dosegajo mejo njegovih osebnih zmogljivosti. Najpogostejši razlogi za upad obiskovanja organiziranih vadb raziskave omenjajo v naslednjem seznamu. To je seznam dejavnikov, na katere boste morali biti precej pozorni in jih poskusiti že predhodno nekako eliminirati, se jim prilagoditi in nekako vaše vadeče tudi odvrniti od njih. Razlogi so pomanjkanje časa, izguba motivacije in zanimanja, pomeni pomanjkanje izziva, mogoče zabave, dobrega počutka, mogoče odsotnost napredka, tudi monotonost vadbe, prisotnost bolečin in poškodb, različni psihološki dejavniki, kot je mogoče padec samozavesti, slaba samopodoba, različne finančne omejitve, oddaljenost vadbe, ure, ki niso prilagojene posameznikovim obveznostim, spremembe življenjskega sloga, dogodki v življenju, različno socialno okolje, ki ne spodbuja posameznikove odločitve, zdravstvene težave in pa neustrezne izkušnje z vadbo. Kot ste opazili, nekatere najpogostejše razloge za upad obiskovanja organiziranih vadb naslavlja že sam projekt. To so
dostopnost projekta preko finančnih omejitev. Posamezniki ne plačajo za vključitev v projekt. Pomanjkanje časa pomeni, da si lahko posameznik udeležbo in v obveznosti udeležbe na vadbah lahko splanira že precej daleč vnaprej. Potem za določene dejavnike pa boste v popolnosti odgovorni vi. Pomeni, ohranjati boste morali motivacijo in zanimanje, voditi vadbo, ki ne bo peljala v bolečine in poškodbe, ponuditi vadbo, ki bo logistično dostopna, ustvariti spodbudno okolje in pa predvsem preprečiti neustrezne in pa negativne izkušnje z vključitvijo v organizirano gibalno športno vadbo. Še enkrat poudarjam, da gre za udeležence, ki nimajo predhodnih izkušenj oziroma so bili daljše časovno obdobje telesno neaktivni, kar pomeni, da je njihov upad splošne telesne zmogljivosti, predvsem pa tudi njihova prilagojenost na napor in obremenitve nizka. Poglejmo si v nadaljevanju nekaj spodbud in sporočilcev za redno vadbo. Kot omenjeno, vi boste tisti izvajalci, ki boste morali kot glavni cilj doseči, da se bodo vaši vključeni vadeči v projekt teh vadb tudi redno vključevali. Kot glavni cilj, še enkrat, je redna vključitev odločenih vadečih, ki se bodo pridružili vašim vadbam. Konec koncev pa morate tudi zagotavljati, da se bo vsake vadbe udeležilo vsaj polovica razpisane maksimalne številke vključenih v vadbo, da se vam sama izvedba vadbene enote, tudi vam kot izvajalcem, prizna v izvajanje projekta. Poglejmo si 5 najpogostejših skupin spodbud in sprožilcev, s katerimi si boste lahko pomagali, da boste prijavljene vadeče obdržali v vaših vadbah. Kot 5. skupina so omenjeni okoljski sprožilci, torej ustrezni prostori za gibanje, ustrezna odsotnost oziroma vpliv slabega vremena oziroma letnih časov. Vemo, ker bo projekt trajal tudi v zimskem času, da v teh zimskih mesecih v slabšem vremenu tudi možnosti za predvsem zunanjo vadbo je manj in te, sprožilce morate tudi nekako upoštevati pri vašem delu. Vizualni sprožilci so izredno pomembna skupina sprožilcev, ki lahko vpliva končno tudi na vključitev v vadbo. Kaj to pomeni? Spodbudite vaše vadeče, naj si na steno nalepijo spodbudne misli, naj si opremo pripravijo že večer prej, naj si splanirajo dan, v katerem bodo vključeni v redno vadbo, ki jo boste izvajali, naj si splanirajo že predhodno, naj si splanirajo celo obdobje že predhodno, naj si tudi dodatno samostojno vadbo, ki jo bojo izvajali, splanirajo na način, da si bodo nekako pomagali z vizualnimi sprožilci, z opomnikom na koledarju, na telefonu, z dodatnimi listki, z športno opremo, ki bo dostopna na vsakem koraku pri njih doma in podobno. 4. skupina sprožilcev jo lahko omenimo kot tehnološke sprožilce in pripomočke. To so uporaba različnih aplikacij in naprav, spodbude v obliki opomnikov, sodelovanje v virtualnih izzivih in ravno take tehnološke sprožilce lahko uvedete tudi vi. Se pravi, lahko vadbeno skupino
oblikujete tudi v Viber, WhatsApp skupini, mogoče jih date na skupno mail listo in pošljete kakšno spodbudo tudi izven samih vadb in na ta način dosežete, da bo ta dostopnost vadbe, da bo ta seznanjenost in prijetnost nekega novega ravnanja bistveno bolj dostopna in privlačna. Tretja skupina ciljev, spodbud in sprožilcev za redno vadbo so sprožilci za ohranjanje rednosti. Pomeni, dajte spodbuditi vaše vadeče, da si ustvarijo neko rutino in urnik. Pomeni, dajte svojo vadbo načrtovati že za daljše obdobje naprej. Jasno predstavite vašim vadečim urnik, jasno jim predstaviti rutino. Dajte z njim postaviti cilje, ki bodo njim blizu in ob katerih se bodo dobro počutili. Spodbujajte različne aktivnosti, tudi samostojno dodatno vadbo. Dajte jim ustvariti spodbude z beleženjem napredka na različen način. Eden od v bistvu nujnih pristopov je pisanje vadbenega dnevnika, ki ga lahko vaši udeleženci pišejo ne zaradi načina, da bodo popisali vse, kar so delali, ampak enostavno zgolj zaradi tega, da se izognejo daljšim obdobjem vadbene neaktivnosti, ki ponavadi pomeni ponovno nov začetek, če pa ne novega začetka, pa vsaj bistven upad motivacije in končno tudi odsotnost rednosti, kar kot omenjeno je glavni cilj projekta. Druga skupina ciljev so zunanje spodbude. Dajte pohvaliti svoje udeležence, dajte jih pohvaliti za dosežke, nagrade, rednost, mogoče zgolj dobro izvedbo, mogoče zaradi tega, ker so vadbeno enoto, ki je bila težka, naredili z nasmehom, ker se niso pritoževali, ker so se dobro gibali in dajte najti različne vzvode teh pohval. Socialna povezanost in podpora je izredno pomembna, kot že omenjene različne skupine, ki jih boste ustvarili. Mogoče lahko za njih organizirate tudi nek dodaten aktivnost, zgolj druženja, mogoče da bojo imeli z vami možnost komunicirati na način izven vadbe, mogoče kakšne nagrade, če imate to možnost, ali druge ugodnosti. No, zadnja skupina in najbolj pomembna skupina ciljev, ki vodi k dolgoročni vadbeni aktivnosti, pa so notranje spodbude, to je zadovoljstvo in veselje ob gibanju, dvig energije in razpoloženja, občutek dosežka in napredka in končno samospoštovanje in večja samozavest, torej dejavniki, ki vodijo k notranjim spodbudam in notranji motivaciji za redno gibalno vadbo. Vi boste v sklopu projekta vodili vadbeni proces, torej ne boste vodili posameznih vadbenih enot, ampak vaši vadeči bodo vključeni v vadbeni proces. Proces vadbe, skladno z Zakonom o športu, pomeni faze načrtovanja, organiziranja, izvajanja in pa pogosto najbolj pozabljenimi fazami spremljanja in vrednotenja samega procesa oziroma napredka oziroma rezultatov oziroma dosežka. Znan ameriški predsednik je povedal naslednjo misel: če bi imel 8 ur časa, da posekam drevo, bi jih 6 ur porabil za brušenje sekire. Oziroma v športnem žargonu vadbenega procesa bi pomenilo, da načrtovanje je eden ključnih delov vodenja vadbenega procesa. Načrtovanje vadbenega procesa se je praktično začelo v manjšem delu že z vašo prijavo na projektni razpis. Morali ste že premisliti, kje boste izvajali vadbo, s kom boste izvajali vadbo oziroma kdo bo izvajal vadbo v vaši organizaciji, katere pripomočke boste uporabili in katero vsebino ste ponudili v vadbeni proces in končno tudi v projektni razpis.
Ko bodo vaši vadeči prijavljeni na vaše vadbene ure, se pravi na proces 60 vadbenih enot, ki bodo potekale v 30 vadbenih tednih, boste morali načrtovati še organiziranje, torej kaj, koga, kje, na kakšen način, kako in podobno boste vključili in obravnavali v vašem vadbenem procesu. Naprej, kako boste vaše vadbene ure izvajali, s katerimi vsebinami, katere pripomočke boste uporabili, katere učne metode, katere vadbene metode, v katerih vadbenih oblikah boste določene vaje in vsebino izvajali, ter naprej, kar imate tudi samostojno posneto predavanje, kako boste spremljali vadbeni napredek in kako boste vadbeni napredek tudi oziroma doseženo in cilje tudi vrednotili. Na kratko zgolj o spremljanju in vrednotenju. Za spremljanje vadbenega napredka vadečih vam bodo priporočeni posamezni testi, s katerimi boste lahko preverjali tudi napredek vaših vadečih. Seveda pa ni nič narobe, če uporabite tudi preverjene vadbene oziroma preverjene merilne pristope, ki se uporabljajo v kineziološki in športni praksi. Seveda vsak želi vedeti tudi ne samo, kakšen napredek je dosegal, ampak kakšen rezultat in kako njegov napredek in dosežek, kakšen je v primerjavi z ali populacijo ali z ostalimi, in to naredimo v procesu vrednotenja. Se pravi, nič narobe ne bo, če boste za vaše vadeče pripravili tudi neke dosežke, kam in kje so neke normativne vrednosti zdrave odrasle populacije, s katerimi se bodo lahko sami primerjali in seveda na ta način tudi ohranjali svojo motivacijo. Ne pozabiti, da boste morali vadbene cilje oblikovati z upoštevanjem zdravstvene in športne anamneze, ciljev, želja in potreb vaših vadečih, in da skozi proces 30-tedenske vadbe, da boste v tem procesu uporabljali tako učni proces, to pomeni obogatitev vadbe z dodatnimi teoretičnimi informacijami, s katerimi boste spodbudili večje zavedanje vadečih o pomenu, o načinu izvedbe in podobnih karakteristikah, in o vadbenem oziroma deloma tudi terapevtskem procesu za tiste najbolj rizične ciljne skupine, ki bodo še vključene v sam proces, s katerimi boste spodbudili dejansko praktično vrednost vključenosti v vadbe in spremembo predvsem gibalne zmogljivosti vaših vključenih. Torej, obvezni standardi kakovosti za izvajanje programa celoletne športne rekreativne vadbe so navedeni kot v obsegu programa, pogostosti in trajanju izvedbe. Pomeni, izvesti morate 60 ur vadbe z posameznikom. Pogostost vadbe je 2-krat tedensko, trajanje vadbene enote je 1 ura, torej 60 minut, kar pomeni, da se vadba praviloma izvaja 30 zaporednih tednov. Velikost vadbene skupine je določena ponovno z razpisom, in sicer v primeru, da ste izvajalci programa za običajno vadbeno skupino, pomeni, da je priporočena velikost skupine do 15 oseb. V primeru, da ste izvajalec programa, ki je prilagojen skupini oseb s povečanim tveganjem, je priporočena velikost skupine 10 oseb. Ne pozabiti, da morate upoštevati, da na eno vadbeno enoto, da se mora ene vadbene enote udeležiti vsaj polovica vključenih oseb v to vadbeno skupino, da dosežete tudi izvajalske pogoje za priznanje izvedbe te vadbene enote.
Skupino oseb s povečanim tveganjem predstavljajo osebe s potrjeno obliko kronične nenalezljive bolezni, več pa si lahko o tem, katere skupine in katere programe lahko razpišete in katere ljudi lahko vključite, tudi preberete v priloženem programu kakovosti vadb oziroma dejavnikov kakovosti športnih vadb, ki je bila priloga razpisu. Torej, v vsebini celoletnega 60-urnega programa športno-rekreativne vadbe smo predvideli, da vključite naslednje vsebine. 30% vsebin naj bo vsebin za razvoj in ohranjanje moči. 30% vsebin za razvoj gibljivosti, ravnotežja in stabilizacije za preprečevanje poškodb in izboljšanje gibalnih vzorcev. 30% vsebin naj bo vsebin za razvoj srčno-žilne vzdržljivosti in 10% dodatnih vsebin glede na ciljno podskupino. Sem lahko umestite dihalne vaje, meditacijo, gibalno-kognitivno vadbo, neko dodatno osveščanje, sproščanje in podobno. Vsebine, ki sodijo pod posamezni sklop, si lahko izberete sami. Torej pomeni, vadbo moči lahko razvijate ali ohranjate skozi različne vsebine. Naravne oblike gibanja, vadbo z bremeni, vadbo za lastno telesno težo ali drugimi oblikami. Enako velja za vsebine za razvoj gibljivosti in za razvoj srčno-žilne vzdržljivosti. Predvsem pa bi vas opozoril, da dajte upoštevati, da te vsebine posredujete skozi ustrezne metode in skozi različne oblike dela. Torej, naj ne bo vadba, recimo vadba moči, zgolj posredovana na način, da vadeči izvede nekaj vaj, ampak naj ima vsebina tudi ustrezne metode vadbe, pomeni ustrezno število ponovitev, ustrezno število serij, ustrezno pogostost, ustrezen odmor in ustrezno količino ter intenzivnost napora, saj le skozi te karakteristike lahko predvidevamo, da se bo telesna zmogljivost v posameznih podsklopih vadečim povečala. Izvedba vadbenih enot mora biti prilagojena udeležencem vadbene skupine znotraj programa, upoštevajoč tudi rezultate osnovnih meritev, ki se izvedejo ob začetku 60-urnega programa vadbe. Torej, te 4 dejavniki so nujni, kar se tiče upoštevanja standardov kakovosti vadbe, ki so določeni skladno z razpisom in jih v nobenem primeru se jih ne smete izogniti. Seveda pa je dejavnikov kakovosti vadbe tudi več. Najprej si bomo pogledali samo nekaj predhodne teorije in potem šli do konca še skozi dejavnike vadbe, ki so priporočeni skozi razpisom. In sicer eden najbolj pomembnih dejavnikov kakovosti vadbe je ciljno naravnan proces. Torej, določite cilje za vadeče, ki bodo vključene v vaše vadbene skupine. Pri tem upoštevajte didaktična in pedagoško-andragoška načela vodenja vadbenega procesa. Zgolj primer. Naj bo cilj specifičen. Kaj želite za vadečim? Omenili smo 5 skupin ciljev, spomnimo se jih. Naj bo cilj merljiv. Kako boste preverili? Kako boste vedeli, da je bil cilj dosežen? Gre za napredek, gre za dosežek, gre za izkazano znanje. Naj bo cilj dosegljiv. Pomeni, da predhodno gibalno neaktivne posameznike pripeljemo do nekega cilja. Poglejmo si več ciljev. Lahko je eden izmed ciljev tudi zgolj rednost. Pomeni, da posameznik na nobeni izmed vadbenih ur ne bo manjkal. To je lahko zelo pomemben cilj. Lahko je pomemben cilj zato, da bo izboljšal za 5%, za 10%, za 3 sekunde, za 2 kilograma. Dajte te stvari določiti oziroma napisati z vašimi vadečimi. Naj bo cilj realističen. Ali je res realno, da dosežemo cilj?
To boste najbolje na osnovi tega, ko boste spoznali vaše vadeče, znali doseči in presoditi vi. Naj bo cilj časovno omejen, oziroma obdobje doseganja ciljev časovno omejen. Omenili smo že, da imamo na voljo 30 tednov, dvakrat tedenske vadbe, kar predstavlja tisti končna časovna omejitev, v katerem boste poskusili in v katerem bojo tudi vadeči poskusili doseči cilje, ki si jih bodo zadali. Naprej, strokovnost vodenja. Že s tem, ko imate ustrezne kompetence, ste imeli možnost, da se v projekt sploh prijavite. Torej, ustreznim strokovnim kompetencam zadostujete oziroma pogojem strokovnih kompetenc. Dajte jih izkazati na svoj najboljši možen način, se pravi svoje znanje, svojo strokovnost, svoje komunikacijske in motivacijske veščine, svoje pedagoško-didaktične spretnosti. Dajte uporabiti vse svoje izkušnje, znanje, da boste predhodno gibalno neaktivne vadeče spravili do končnega najtežjega cilja, do nekih občutkov, notranjih potreb za ohranjanje kakovostnega in gibalno aktivnega življenjskega sloga. Vadbo, ki jo boste izvajali z vadečimi, dajte smiselno dopolniti oziroma smiselno osmisliti in načrtovati z izbiro ustreznih vsebin, sredstev, vaj, metod, oblik, ki bodo prilagojeni značilnostim in sposobnostim ter končnim ciljem vaših vadečih. Nikoli ne pozabiti, da je glavna predpostavka dobrega in varnega okolja, varnost pri vadbi. Vsi vadeči morajo biti varni. Zakaj to omenjam? Ko sem pregledoval seznam vadb, ki ste jih prijavili na razpis, so vadbe zelo različne. Od dela s konji, do dela v bazenu, do dela v naravnem okolju. Vsako okolje ima svoje zakonitosti in predpogoje upoštevanja varnosti. Naj vaši vadeči doživljajo vadbo kot prijetno, spodbudno, izzivalno, naj jo doživljajo kot smiseln proces. Upoštevajte, da so bili vključeni vadeči predhodno gibalno neaktivni. Eden glavnih ciljev je dosega rednosti. Rednost boste lahko dosegli, če se bodo vaši vadeči na vadbi tudi dobro počutili. Merljivost napredka. Tej karakteristiki je namenjeno eno posebno predavanje, ki ga izvaja moja kolegica, in sicer kako zagotoviti spremljanje napredka preko testiranj, preko opazovanja, preko meritev in kako ta napredek uporabiti tako pri načrtovanju ciljev, kot tudi pri preverbi doseganja ciljev. Naslednja točka je vključenost in prilagojenost. Naj bo vadba vključujoča, naj omogoča aktivno sodelovanje posameznika v vadbenem procesu. To pomeni, naj ne bo zgolj prihod na vadbo dovolj velik cilj. Naj bo vadeči na vadbi aktivno vključen v na največji možen način. To pomeni tako pri pripravi vadbenega prostora, kot pri pospravljanju vadbenega prostora. Naj ima aktivno komunikacijo z vami. Naj aktivno sodeluje tudi pri izvedbi količinske in intenzivnosti komponente vadbe. Naj aktivno sodeluje ves čas vadbene enote. Na tak način bojo posamezniki lahko vključeni in tako boste lahko tudi dosegali prilagojenost vadbene enote njim samim. In pa trajnostni učinek. Naj vaš pristop k motivaciji, vaš pristop k spodbujanju rednosti prispeva končno k dvigu telesne zmogljivosti, gibalne pismenosti oziroma končno pozitivnemu odnosu do gibanja in dolgoročnemu zdravju nasploh.
Za konec preletimo še dodatna napotila za implementacijo standarda kakovosti v pripravo in izvajanje celoletnih programov športno-rekreativne vadbe. Kot smo že omenili, v sklopu vadbenega procesa za vašimi vadečimi poskrbite tako za dolgoročne cilje, to pomeni cilje, ki jih bojo vadeči dosegli po 30 tednih vadbe, kot za kratkoročne cilje vadbenega procesa. Eden pomembnejših kratkoročnih ciljev je lahko prisotnost na vsaki vadbeni enoti oziroma končanje vadbene enote z dobrim počutjem, tudi če je vadba bolj zahtevna. Naprej individualni pogovor oziroma posvet z vključenimi vadečimi. Bodite dostopni za komunikacijo z vašimi vadečimi. Začnite obdobje vadbe z individualnim pogovorom oziroma posvetom. Ni nujno, ampak ravno tak individualni pogovor ali posvet bo lahko zelo pomemben sprožilec, da se bo vadeči z vami dobro počutil, da mu boste bliže, da bo tudi vas boljše spoznal in da bo tudi zaradi vas, ne zgolj zaradi vključenosti v vadbo, ampak tudi zaradi vas prišel na vadbo. Oblikovanje osebnih ciljev vadečega. Dajte v cilje vključiti tudi vadečega. Seznanite ga s cilji vadbene enote, z njegovimi osebnimi cilji, pa vprašajte ga za njegove cilje. Dajte cilje, tako kratkoročne kot dolgoročne, postaviti skupaj. Cilj končno tega procesa in tega dela bo večja motiviranost vadečega. Priporočljivo je, da cilji vadbe izhajajo iz rezultatov merjenja telesne zmogljivosti in kot omenjeno, imate za pripravo na ta del pripravljeno samostojno predavanje. Zagotavljanje varnosti smo že omenili, da je ključen del. Kot izvajalec morate ustrezno pripraviti vadbeni prostor, podati ustrezna navodila vadečim za ustrezno izvajanje vadbe, uporabljati ustrezne in varne pripomočke, uporabljati in zahtevati uporabo ustrezne osebne športne opreme od vključenih v proces in seveda tako opremo uporabljati tudi sami, izpeljati vse dele vadbene enote, uvodni, glavni in zaključni del. Posebej opozarjamo na to, da v uvodnem delu dajte izvesti ustrezno ogrevanje, ki bo prilagojeno nadaljnjemu delu, ter zagotavljati ustrezno pomoč vadečim pri izvajanju vadbe, vkolikor je to potrebno. 5. točka priporočil govori o načrtovanju in izvedbi vadbenega procesa. V načrtovanje in izvedbo vadbenega procesa naj bodo vključene različne praktične vsebine. V dejavnikih, ki govorijo o tem, zakaj ljudje prenehajo z vadbo, smo omenili dejavnike monotonosti vadbe. Z vključenostjo različnih praktičnih vsebin poskusite ta dejavnik preprečiti oziroma ustvariti pogoje, da bodo udeleženci, vadeči, ves čas nekako zainteresirani, saj jim bojo različne praktične vsebine ves čas predstavljale tudi nek nov izziv. Ne govorimo o praktičnih vsebinah, ki so ves čas drugačne. Različne praktične vsebine lahko predstavljajo tudi različno stopnjo zahtevnosti izvedbe enake naloge. Se pravi, stopnja zahtevnosti bolj spretnost oziroma težjega spretnostnega gibanja ali izvedba neke naloge za večjo kvaliteto izvedbe in podobno. Intenzivnost vadbe upoštevajte, da ne zgolj količina in rednost vključenosti v vadbo prispeva k doseganju ciljev, ampak da nasploh pri zagotavljanju ciljev dviga telesne zmogljivosti je pomembna spremenljivka tudi intenzivnost same vadbe. Svetujemo vsaj del vsebin izvesti v zmerni do visoki intenzivnosti napora, seveda pa dajte upoštevati, da so vaši vključeni predhodno gibalno neaktivni posamezniki
in da ta zmerna do visoka intenzivnost njihove stopnje napora predstavlja bistveno nižjo stopnjo obremenitve v primerjavi z predhodno že treniranimi posamezniki. Upoštevajte didaktična in pedagoško-andragoška načela. Zgolj nekaj primerov. Načela spoštovanja osebnosti, celostnega pristopa k športni vadbi, aktivnega pristopa k vadbi, načelo spodbujanja motiviranosti in rednosti ter didaktična načela. Vaje posredujte od lažje k težji, od znane k neznani, od splošni k specifični, od enostavnih k težji. Na ta način bo počutje vadečih na vadbi veliko boljše, posledično pa bo večja tudi njihova motiviranost za udeležbo pri nadaljevanju programov vadbe. Zagotovite vse dele vadbene enote. Opozorili smo vas že na poseben pomen ogrevanja in pa tudi ohlajanja po sami vadbi. Upoštevajte različne učne in vadbene metode in znotraj njih dajte poseben pomen posvetiti pomenu pravilne izvedbe posameznih vaj, saj si boste lahko na ta način oziroma boste na ta način prispevali k temu, da boste zmanjšali možnosti kakršnekoli poškodbe oziroma dolgotrajnejše bolečine, ki bi jo bili mogoče deležni zaradi nepravilne izvedbe posameznih vaj vaši vadeči. Jasno komunicirajte z udeleženci pred samo vključitvijo v vadbeni proces, med vadbenim procesom, med posameznimi vadbenimi enotami. Komunicirajte cilje, komunicirajte namen projekta, komunicirajte vsebino. Pravočasno dajte objaviti urnik vadbe, pravočasno sporočite morebitne odpovedi, morebitne spreminjanje urnikov vadbe zaradi dejavnikov, ki smo jih že omenili. Ker je glavni cilj projekta rednost in vključitev v vadbeni proces, izredno priporočam vodenje osebnega dnevnika vadbe za vaše vadeče. Torej, svetujte vključenim v proces vadbe, da si osnujejo dnevnik vadbe oziroma jim ga pripravite vi. Ne zahtevate od njih, da si preveč pišejo, da preveč časa izgubijo z izpolnjevanjem dnevnika vadbe. Mogoče bo dovolj že samo ta dan sem bil aktiven in pri vadbi sem se dobro počutil. Ko bodo padli v sistem, mogoče lahko kasneje tudi delali smo to, dobro sem se počutil, cilji za naprej ne bom pozoren. Mogoče bo že to čisto dovolj, predvsem pa boste z vodenjem osebnega dnevnika vadbe lahko prispevali k tem, da bodo udeleženci dobili realen vpogled v količino in v rednost vključenosti v vadbo in v vaš tudi program. Te osebne dnevnike vadbe dajte tudi preverjati, seveda z ustrezno komunikacijo z udeleženci. Spodbujajte vadeče tudi k dodatni samostojni vadbi. Ne rabi biti prezahtevna, govorimo o predhodno telesno nedejavni populaciji. Naj grejo udeleženci na sprehod, na bolj intenziven sprehod. Dajte vse sile usmeriti v to, da boste udeležence spodbujali k rednosti. Opozorite jih tudi, naj si ne zastavijo previsokih ciljev. Rajše naj si postavijo nižje cilje, recimo rednost 3-krat na teden za začetek, ne vsak dan. 3-krat na teden, od tega 2-krat pri vas. Kasneje, ko bodo videli, da jim 3-krat na teden ni problem, lahko v drugi polovici projekta 4-krat. Bistveno boljše je manj, seveda skladno s projektom, kot preveč in da zaradi te prevelike obremenitve nehajo biti del projekta. Kot smo že omenili, uporaba digitalne tehnologije je priporočljiva, mogoče samo z Viber skupino, WhatsApp skupino, z neko mail listo, s katerimi boste dosegli tudi tiste udeležence, ki mogoče so bili odsotni 1-krat, 2-krat, 3-krat od posamezne vadbe. Dajte zagotoviti, da boste imeli nadzor
in da boste imeli komunikacijo tudi s tistimi, ki bi sicer mogoče ravno zaradi neustreznega pristopa do njih odpadali iz udeleževanja vad. Spremljajte in vrednotite napredek v vadbenem procesu in kot omenjeno, temu je namenjeno posebno predavanje. Imejte urejeno dokumentacijo, pomeni, imejte urejeno cel del načrtovanja vadbenih enot po posameznih obdobjih, po vsebini, po učnih metodah oziroma po metodičnih enotah. Beležite si prisotnih vadeči na vadbi z opombami o posebnostih vadečih. Tako bo nek nadzor nad celotnim procesom bistveno lažje. Za konec, kako lahko preverite kakovost vadbenega procesa, ki ga boste vodili? Vadeči bodo redno prihajali na vadbo, osip bo majhen. Na tej vadbi se bodo dobro počutili. Mogoče se bo marsikdo tudi zadržal po sami vadbi, želel z vami prediskutirati še kakšno stvar, se mogoče tudi med sabo se bojo udeleženci posvetovali. V glavnem dobili boste občutek, da proces dobro vodite, da imate udeležence. Kot tretja točka, da bodo ti udeleženci dosegali tudi napredek oziroma tudi rezultat. Da se bodo pohvalili, da so izvedli tudi dodatne vadbene enote skozi samostojno vadbo. In kar je izredno pomembno in se velikokrat tudi pozabi, da boste pri delu z vadečimi, da se boste dobro počutili tudi vi sami. Skupek teh 5 dejavnikov bo gotovo potrditev, da vodite kakovosten vadbeni proces. Za konec se vam naj zahvalim, da ste z mano preživeli to 1 uro. Upam, da ste nekako izvedeli kakšno novo informacijo oziroma ponovili tudi vsebine, ki so kakorkoli pomembne za doseganje glavnega namena in ciljev projekta Zmigaj se do vadbe in ki bodo gotovo tudi del prihodnjega vadbenega procesa, ki ga boste delili z vašimi vadečimi. Vkolikor bi želeli kakršnekoli dodatne informacije oziroma mogoče tudi dodaten posvet, me lahko kontaktirate preko e-poštnega naslova, ki je napisan pred vami. Bomo pa imeli, kot omenjeno, tudi v začetku septembra nek skupen posvet, na katerem boste lahko izpostavili tudi vprašanja in na katera vam bom poskusil odgovoriti. Želim vam veliko poguma, volje, energije za prihajajoče obdobje, ki vas čaka, in seveda veliko zagnanosti za uresničevanje poslanstva, ki ga imamo vsi, ki delujemo na področju kinezologije, športa, vadb, rekreacije in ostalega, torej opolnomočenja ljudi za vključevanje redne gibalne vadbe, redne gibalne aktivnosti v naš življenjski slog in s tem seveda tudi prispevek k našemu vseživljenjskemu dobremu počutju in skrbi za zdravje. Želim vam lep dan in vas lepo pozdravljam.